sve materijalne i duhovne energije. Tako detaljno opisuje ove dve energije. Labud, Hamsa, je onaj ko učava razliku između materije i duha, ko prihvata suštinu svega i ko objašnjava puteve vezanosti i oslobođenja. Reči spisa se sastoje od različitih vibracija. Ako budalisti nitko ostavi proučavanje ovih šastra da bi se bavio prolaznim djelatnostima, kakav će biti rezultat? Komentar. Pokret svjesnosti Krišne želi da predstavi vedske spise na savremenim jezicima. Posebno na zapadnim jezicima kao što su engleski, francuski i njemački. Vođe zapadnog sveta, Amerikanci i Europljani, su postali idoli savremene civilizacije, jer su ljudi sa zapada dostigli visok stepen razvoja na polju privremenih djelatnosti namenjenih unapređivanju materijalne civilizacije. Međutim, razuman čovjek može vidjeti da sve takve velike djelatnosti, mada veoma značajne za privremeni život, nemaju nikakve veze sa večnim životom. Čitav svet imitira materialističku civilizaciju zapada i zato pokret svjesnosti Krišne želi dati ljudima sa zapada znanje, prevodići izvorne sanskritske vedske spise na zapadne jezike. Reč Vivikta Padam se odnosi na put logičkih rasprava o cilju života. Ako osoba ne razgovara o onome što je važno o životu, biva stavljena u tamu i mora se boriti za opstanak. Kakva je onda dobrobit od njenog napredovanja u znanju? Ljudi sa zapada vide da njihovi studenti postaju hipiji, uprkos sjajnim pogodnostima za univerzitetsko obrazovanje. Zaključek. Pokret svjesnosti Krišne, međutim, pokušava da preobrati zavedene studente ovisne u drogama u sluge Krišne i uključi ih u djelatnosti koje pružaju najveću dobrobit ljudskom društvu. Vers. Aishvaram shastram utsridja banda mokshanu darshanam viviktam padam agyaya kimasat karma big bavet. Prevod. Narada Muni je govorio o labudu. Taj labud je objašnjen u ovom stihu. Vedski spisi šastre jasno upisuju kako možemo shvatiti Svevišnjeg Gospodina, izvor sve materijalne i duhovne energije. Tako, detaljno upisuju ove dve energije. Labud Hamsa je onaj ko učava razliku između materije i duha. I ko prihvata suštinu svega i ko objašnjava putove vezanosti i oslobođenja. Reči spisa se sastoje od različitih vibracija. Ako budalisti nitko ustavi proučavanje ovih šastra da bi se bavio prolaznim djelatnostima, kakav će biti rezultat? Hare Krishna. Ja. Smo vsi udobno nameščeni, upam, da ne preveč udobno. Mobiteli so na tiho in na stran. Ok, Hare Krishna. V glavnem, v tem malo bomo šli preko komentarja in verza. Šrila Prabhupada oziroma Narada Muni govori o labodu. In labod je znan po temu, da je zelo lep, etko.
da lahko plava po vodi in da vsa te kapljice, ki gor padajo na njega in da to vse gre stran, da se ga ne prime. Da se ga voda in s tem voda, če je umazana, da se ga ne prime. To je znan in poznanje Hamsa, nek, rečem, labod, ki je tudi upisan na rajskih planetih, ki ima sposobnost, da somo, ta nektar, pač potegne ven iz jezera ali iz kjerkoli. Samo, da ima sposobnost ekstrakcije nektarja iz jezera ali pa iz umazanega kraja. Se pravi, ta poanta je tukaj zelo poudarjena, ko se govori o labodih, zato se tudi reče Paramahamsa, oseba, ki je iznad, ki je čista, ki zna ločiti, kaj je duh in kaj je materija. Parama pomeni vzvišen, višja, Hamsa pa labod, Paramahamsa. Tako da in mi imamo v resnici v življenju možnost, da izberemo med tem, a smo Paramahamsa, a smo labod, ali pa, tako kot Šrila Prabhupada tukaj zelo milostno pravi, lahko smo pa budalasti nitkov, ki pusti te stvari in se začne baviti z pač stvarmi, ki nam ne pomagajo na duhovni poti. In potem Šrila Prabhupada v komentarju, da par zanimivih poant, in eno je, da je civilizacija, zahodna civilizacija, ameriška pa evropska, da so postali idoli za cel svet. A je to res? Absolutno je res. Vsi v Afriki, v Aziji sanjajo samo eno stvar, več ali manj, ne? Kako bi prišli na zahod? V ZDA je več študentov kitajskih, kot pa ostalih na teh pomembnih univerzah. Vsi bi hoteli iti na zahod in to že dolg časa. Zahod je to že moji predniki pred 100 leti so hoteli iti, ker je bila kriza v Sloveniji, so hoteli iti v Ameriko. Verjetno imate tudi vi kakšnega med predniki, ki so hoteli iti v Ameriko. Tako da, in Šrila Prabhupada je pač taktično videl, ok, se pravi, ti narodi, te civilizacije, evropska pa ameriška, zahod, so neki vrsti vzor, ker je materialno gre zelo v redu. Če bi oni sprejeli zavest Krišne, potem bi vsi, ki gledajo na njih, tudi poleg njihove materialnega napredka in tehnološkega napredka, sprejeli tudi zavest Krišne. A je to logično? Ne? Je logično. Ja. In dejansko tako je bilo. Šrila Prabhupada je prišel na zahod in je pridigal pač Američanom. Američani so znani po tem, da so zelo zgovorni, da so osvajalci svetov in da, ko so dobili zavest Krišne, so šli po celemu svetu, od Kitajske do Afrike, vse posod in so širili zavest Krišne. Tako mlani, kako jim je rekel Šrila Prabhupada? Tako, beli sloni. In še danes je tako, lahko vprašate, ne vem, Vasudev Prabhuja, če greš v Indijo, pa če znaš še njihov jezik, pa Govinda Data je tam, pridiga po teh krajih, če si pač belc, pa si sprejel to zavest Krišne, to ljudje zelo cenijo. Zelo cenijo, tako da Prabhupadov načrt je bil zelo dobro izpeljan, ker Prabhupada je najprej vsi njegovi godbraderi in njegov guru so planirali, da bi šli, so imeli celo tempelček v Londonu, Šrila Prabhupada je rekel, jaz sem pa probal v Ameriki.
On si pa nekako Ameriko zastavil za prvo državo, kamor bi šel. Ne? In dejansko in potem naprej piše, še naprav pa, da pokraj svestnosti Krišne poskuša te zavedene študente, ki so odvisni od drog, vključiti zavest Krišne. Če smo gledali ta film nazadnje o Šrila Prabhupadu, smo lahko nekako začutili ta čas, a ste ga, kako je bilo v 60-ih letih v Ameriki, kakšna je bila energija, atmosfera in tako naprej. In dejansko so ljudje pač takrat iskali je bilo neko tako, ko se reče, okn v času, okno, katerega je Šrila Prabhupada stopil, tudi vize so se sprostile takrat za Indijce v Ameriki. Je bil nek poseben čas in je Prabhupada izkoristil to priložnost, Krišna je naredil aranžma, jasno, in ljudem dal zavest Krišne, kle piše hipijem, ko so bili na drogah. Tako da še danes hipijev že zdavnaj ni več, ampak da še danes ljudje povezujejo nekako Hari Krišna s hipiji. A je tako? Ste imeli daj to občutek? A je bil kdo od vas tukaj hipi slučajno? Niti ne, ne? Takrat, ko sem bil jaz star 15-20 let, takrat so bili punkeri pa šminkeri popularni, ne, pa so se tepali med sabo. Hipijev ni bilo že zdavnaj več nikjer, ne, ampak še vedno se nas malo drži ta. Zato, ker so pravzaprav naši mnogi učitelji so izhajali iz te kontrakulture, da rečem, potem razni kakšni filmi so bili, ki so povezali Hari Krišna z hipi in še vedno se nas vleče malo tako naprej. Ampak dejstvo je, da ljudje niso nič manj zafrustrirani zdaj, kot takrat, še vedno se drogirajo, samo da so droge namesto LSD-a pa, ne vem, mogoče kokaina, so razne tabletke vseh vrst, razne, da rečem, ki jih še imena več ne poznamo, strupi, s katerimi probajo to svojo frustracijo v srcu zapolniti, ne. Pa računalniki, računalniški igrice in tako naprej. Svet se ni veliko spremenil v tem pogledu. Ljudje smo še vedno isti, pač probamo maksimizirati užitek, minimizirati trpljenje z novimi metodami. Tako da tukaj sem se spomnil enega bhakte, Prabhupadovega učenca, Abhilas Prabhu, verjetno ga ne poznate. Mogoče bi malo pač povezal to Prabhupadovo razmišljanje o tem, kako je pač šel na zahod in kako je hotel to zavest Krišne dati na zahodu, hipi in tako naprej. Abhilas Prabhu, on je bil star 12 let, ko se je pridružil templu. 12? Ne, 14, ko je prišel v tempel. Kaj pravite? Pri 16 je dobil pa iniciacijo. Njegova posebnost v tem, da so bili njegovi starši črnci in so iz juga Amerike prišli na sever, zato da bi dobili službo. Hkrati so se pa zelo bali, so imeli zelo slabe izkušnje zaradi suženjstva in tega, ki se takrat ravnokar tam končeval, da tako rečem, so imeli zelo slabe izkušnje z belci. In pol, ko so oni slišali, da njihov sin, Ali, me bilo ime, ja, hod v Pančatatvaki, ko so slišali, da njihov sin hod v Hare Krišna tempel, ne, in da so tam v glavnem sami belci, so bili zelo, ne, tole pa ni v redu, ne, to pa ni v redu. In s tem, da je bila ta njegova družina je bila napol krščanska, napol muslimanska, še to. Zelo pestro. Pa še črnci, pa tako, zelo ena taka kombinacija. In pa je on oče rekel, lej, sin, tole ni v redu, to ni v redu, 5 stran od belcev. Ne, prav oče, ti ne razumeš, on je božil Boga, ki je črn. Kaj? Ne? Ne, prav, res, ja, črn je.
ok, on je naš brat, ne, tako, zemljak, ne, rojak, ne, ta Krišna je pol naš rojak, če je črn, ne, pa v redu, ne, pa v redu. In tako je on začel še bolj hoditi v tempelj, pa nositi prasado domov, in pol ga enkrat njegova teta videla v Harinamu, da je dobila oči kot Džaganat, je rekel, ne, pleše tam, neki poje, knjige deli, kaj je to, in pol je poklicala strica očeta, tvoj sin je tam na ulici, poje, in pol je naslednji Sunday Feast, je bil vsi strici, tete, bratranci, ena množica ljudi prišla pogledati, kaj se dogaja, ne. Na srečo so imeli marmornata božanstva, kar pomeni, da je bil Krišna črn, ne. Pa so rekel, v redu, he's our brother, ne. On je naš brat Krišna, pa še flauta igra, rad ima glasbo, ne, kot mi, ne, super, in pa je bilo v redu, ne. Pa so bili zadovoljni. In potem, ko je bil že starejši, zdaj, ne, je rekla njegova mama, je rekla prav, ti si abilas, ne, ti si srečen človek, ne. Zato, ker ti si srečal svojega odrešenika, ne, odrešenika, ki te je rešil, Šrila Prabhupada, ne, pa ti si srečen človek, ne. In zdaj bi navezal en njegov dogodek v njegovem življenju, malo tudi z prihajajočim maratonom. On je bil potem star, se pravi 14 let, ko je šel v tempelj in je še hodil v šolo. Verjetno srednjo šolo, seveda. In potem so bakti rekli, zdaj se moraš pa pobriti. In pa rekel, ok, ne. Pa se rekel, ti si predstavnik Iskona, Prabhupada, zdaj moraš v šolo hoditi v Dotiju. Doti Tilak, pa v šolo. Kaj pravite? Srednjo šolo. A bi šlo? Težka vaja. Ne? Pa on je rekel, v redu, grem. In je šel v šolo in ja, vse to v redu, nikaj, vse v redu. Zdaj le pride viličar, povej mu. Ja, hvala. Knjige, ki? Hare Krišna. V glavnem, in on je šel v šolo in pol so ga vsi čudno gledali, učitelji, njegovi prijatelji so rekli, veš kaj, ti pa z nami noš več okoli hengu. Ne, rekel, v redu, ne, v redu. In pol je šel, in potem je šel domov, bil je sneg, in pa se mularija tam kepala, in so tudi njega kepali z druge strani ceste. V tistem momentu, ne, on je pa malo bolj tak bojevniško razpoložen bil, ne, tak, sama zahšatirjo. In ko so ga začeli kepati, je rekel, tole pa ne bo takole, ne, ustal pri temu in šel na ono stran, rekel, fantje, kaj je zdaj to, ne, a se hočete boriti? Pa je pa razmislil, ne, v vojski je vedno taktika pomembna, moraš svoje slabosti poznati, svoje prednosti in nasprotnika. Pa je rekel, če on meni tale doti dajo dol, sem jaz končan, ne, bomo, da rečemo, samo v spodnjih hlačah ustal tukaj sred ulice, ne. Pa tole ni dobra ideja, ne. Sploh pa jaz predstavljam Krišno. Meni se bakti je rekel, da jaz predstavljam Prabhupada, da jaz predstavljam Krišno tukaj in zdaj, ko sem takole, moram ubrati pot ahimse, ne nasilja. Menih sem, ne. Kot menih pa je rekel, nič, v redu, ne bomo se tepali, jaz odhajam, ne. In se obrnil in šel, ne. V tistem momentu, kaj je naredila mularija? Začel sem metati kepe v njega. Ampak je rekel, da ga nobena kepa ni zadela. To je zelo malo verjetno, da ga ne bi zadela, ne. Če se ga prej zadeli z druge strani ceste, ne,
zdaj, ki je odhajal stran, hrbet jim obrnil in šel, ne. Rekel, da se je počutil kot Prahlad Maharaj, ne, ki ga je Nrsimhadev zaščitil. On je hodil in kepe so pa samo mimo njega letele, ne. In tako je prišel v tempelj. Tako da ima neko tako realizacijo, kako ga je Krišna zaščitil in kako je tudi s tem, ko je obral na videz slabši položaj ali pa riskiral je precej, ne, da je na koncu bil nagrajen. No, tako. In isto bi to povezal zdaj, ko prihaja Prabhupada maraton z deljenjem knjig. Vijay Prabhu je spisal en spisek stvari, ki jih je dobro delati, ko delimo knjige, pa ki jih ni dobro delati, ne. In tako kot ta Abilas Prabhu je v eni točki z tem višjim svojim znanjem se odločil v tistem momentu, ne, kako bo reagiral. Ali se bo šel tam steps, pa tam, ne, ali bo obral malo višji nivo reakcije na dano situacijo. In na isti način je tudi pri deljenju knjig smo predstavniki Krišne, predstavniki Prabhupada in je zelo pomembno, da za svojim vedenjem, za svojim pristopom pridigamo. Ne? Ker rečenje, kdo je že rekel, sveti Frančišek je rekel, da moramo pridigati cel dan, ne? Poznate to? Da moramo pridigati cel dan in če pa treba, pa lahko daj tudi kaj povemo. Ne? Ne? Tako da s tem, ko delimo knjige in tudi če nič ne podelimo, zelo veliko pridigamo. Ne? Ker ljudje vidijo, aha, to je menih, on je Hare Krišna, ali pa Brahmačarini, ali pa Grihasta, si ne važno, Bhaktina. In mi za svojim obnašanjem, ko delimo knjige, zelo veliko pridigamo. Tudi če ene knjige ne podelimo, ampak to pridiganje lahko v pozitivni, ampak tudi zelo v negativni smeri. Ker vemo, da negativna novica ponovadi 9-krat, 10-krat hitrejš zaokroži in si ljudje bolj zapomnijo. A imate to izkušnjo? Ne. Če nekaj slabega naredi, pol so vsi tam govoriti, je pa 10-krat eno dobro stvar naredil, pa vse itak ne, ni. Se spomnim, ne bom izpostavil imena, da ne bom točno to naredil, kar ne. Pač en s vami, ko ogromno dobrih stvari dela, se mu enkrat modil na avion, ne, in pol je mal, ne vem, preskočil vrsto, nekaj pač bil razlog, ne, in pa ena gospa rekla, ki je videla, da je pač tako menih, ne, pa a je proti vaši religiji, da ste vljudni, ne. In pol je to, malo smo menili tank, ne, in je, ne, se ni gužval, da tako rečem, ne. In isto iz tega vidika, sploh danes, ko je internet, ko ljudje hitro, če se jim kaj slabega zgodi, objavijo na internetu, je še toliko bolj pomembno, mogoče kot v 90-ih letih se novice širile samo tako od ust do ust. Danes pa neko obvestilo daš na internet in to je tam ostane za vse večne čase, ne. Ti si lahko že mrtev, pa vse tam pa tole, on mi je takrat to naredil, pa čeprav sploh ni važno, ali res ali ni res, ne. Tako da, recimo, Vijay Prabhu predlaga, sugerira, da stvari, ki se jih ne sme početi v Sankirtanu. Ena izmed njih je, da ne smemo govoriti, da zbiramo za humanitarne namene. Ne. A vi se vemo to, ne? Tega se pri nas ne uporablja. Ampak včasih so Bhaktije to počeli in Prabhupada je bil zelo jezen, ne. So njegova pisma, v katerih potem govori, ne, da moramo enostavno zbirati, pravzaprav imam klele njegov
Tukaj imam en citat. Why should we adopt unfair means? We should not do anything which will create a bad impression or make us unpopular. People are after these books. They are hankering for them. We don't need to take cheating methods. I never had to use any cheating method when I first began. I simply presented the real thing. Tako. Moramo biti zelo, zelo previdni v odnosih z drugimi, drugače nas bodo narobe razumeli. A je to razumljivo? Ne? Včasih je manj več, to pomeni. Včasih je, ko delimo knjige, smo v situaciji, ko nekako začutimo, da je oseba mentalno mogoče šibka, v smislu ali pa starejša in da če bomo da bo vzel, ne. Ampak ni nujno. Ta oseba bo povedala svojim sinovom pa hčerkam, ki so starejši in bojo oni prinesli knjige sem nazaj. Ne. To se je že zgodilo. Sploh v 90-ih, ko je bilo res veliko deljenja knjig in tako, se je lahko zgodilo, so bili bakte, pač smo bili mladi pa neizkušeni, pa si bil v žaru borbe, ne, in veste, kako je v borbi, ne, v boksu, ko se pač tepaš, lahko včasih tudi udaraš, ko ti enostavno film počte temu reče pod pas. Ne. Ampak mi moramo se o teh stvarih pogovarjati in biti zelo previdni in zato ker s tem ustvarjamo dober vtis v Sloveniji o Hare Krišna. Mogoče bo ena knjiga več podeljena, ampak bo oseba, ki bo užaljena, ki smo jo na nek način malo prevarali, malo mutili, po domač povedan. Tle Vijay Prabhu recimo prav, če nikoga pristopaš nekomu, ne, moraš zelo jasno povedati, kaj počneš, ne. Ej, ne smeš reči prav, hey, you, get one, ne. Ej ti, evo eno knjigo zate, ne. Kaj ljudje mislijo s tem? Da mu hočeš pokloniti, ne. Ali pa tele knjige danes tukaj delimo, ne. Vijay Prabhu pravi, da to ni pravilen pristop, ne. Nič jih ne delimo, ne. Mi jih predstavljamo, knjige se predstavljajo, to znanje pač znanje bolj. Potem je pa treba jasno povedati, da pač ljudje dajo prispevke in tako naprej. V glavnem Vijay Prabhu zelo nas, da rečem na nas spodbuja, da smo samoreflektivni in da se rajš malo včasih nazaj zadržimo in da probamo deliti knjige za svojo čistočo, za svojim dobrim namenom, ker dejansko ljudje so bili že tokrat prevarani in ni prav, da jih zdaj še mi prevaramo v tem smislu, ampak namesto da pritiskamo na njih, moramo pritiskati nase. Je tako. V Sankirtanu, recimo sploh tam, ko so hodili v traveling, Sankirtan, se pravi potujoči Sankirtan, je bilo vedno bistvena stvar, da si zjutraj dobro svoje kroge od mantro, ne. Da si dobro kroge od mantro, da nisi bil nič, da rečem, da nisi izgubljal časa, da si bil fiksiran maksimalno in iz tiste ponižnosti in dobrega mantranja in dobrega odnosa z baktami je potem prišla šakti in energija, da so knjige šle ven. No, tako da to je zelo pomembno, jaz še posebej, ker se ukvarjam z komunikacijami v Sloveniji. Slovenija je zelo majhna, samo 2 milijona ljudi, to je ena ulica v Bombaju. Vse, kar se zgodi, tukaj vse naokoli pride, brez skrbi. Krišna poskrbi, da stvari naokoli pridejo. Ne Maja, pa Karmi neki, ne. Krišna pošlje ljudi in pridejo na recepcijo, reče, dober dan, zanj, če bil pa en pri nas, ne.
Ja. Včasih pa pošljajo Krišne ljudi, da pohvalijo Bhakte in rečejo, to je bil super Bhakta, tako je bil prijazen, a se veš kdaj zgodil. Ali pa da rečejo, ja, se ti si bil pa že lansko let tukaj. Ne? A se je kdaj že zgodil to? Pa nisi bil nikoli tam sploh. Ne. Ja, tebe sem pa že videla, ja, se ste bil, rečeš, ja, tako. To se je dostikrat dogajalo, tako da Bhakte imamo v Sloveniji načeloma nas imajo radi, no tako. Kolikor imajo ljudi sposobnost imeti kogarkoli sploh radi, ne. Ker je toliko enega sovraštva med levico, pa desnico, pa politiki, pa to, skozi je nekdo nekaj nezadovolja, neke frustracije, pa tako naprej. In ti, če mu ti prejš deliti knjigo, si mu lahko tudi na žul stopil, pa nisi nič kriv. Ne. Da si sam potrkal, pa da si, tam je že razlog, da so ljudje jezni. Ne. To nas ne sme skrbeti. Ne. Mi točno v resnici sami vemo, a je tako, kdaj, ko pristopamo do ljudi, točno vemo, kdaj, da smo šli čez, pa kdaj smo okej. A je tako. A imamo to izkušnjo, ne. Točno veš, tole pa ni bilo v redu, ali pa tole bi mogel drugače narediti. Vse ni problem, človek se včasih zmoti, pa delamo napake, to ni debata o tem, da človek dela napake. Debata je o tem, da probamo, tako je prav pa te rekel, pač neke unfair taktike uporabljati za to, da podelimo več knjig. V resnici je pa tisto, kar moramo narediti, je vedeti, da ta borba, mi se ne borimo z ljudmi v zuniji, mi se borimo s svojim umom. In če imamo pod kontrolo, če smo zadovoljni, srečni, če se družimo z Bhaktami, potem itek ljudje kupijo to našo, da rečem, nas kot predstavnika knjige, niti ne knjige. Ne. Pa še ena zanimiva poanta, sem prebral pred kratkim, je, da je zelo pomembno, da ljudje dajo denar za knjigo. No, tako. Da je to zelo pomembno. Zato, ker, pa če malo se potegnem nazaj, ne, zakaj niso Bhakte pa vsi templji milijarderji? A Krišna nima denarja? Dost, ne. Tam XY v Ameriki dobi srečko, pa dobi, ne vem, 100 milijonov dolarjev. Kaj bi se zgodilo, če bi mi veliko denarja? Zgodilo bi se, da ljudje ne bi imeli priložnosti, da dajo donacije. Se pravi, in to je ena nevarnosti verskih skupnosti, ki imajo preveč denarja, da potem se ne posvetijo več ljudem, itak niso odvisne več od njih. To je ena študija v katoliški cerkvi sem bral. In potem pač jih tudi ne prosijo za donacije, tudi ljudje vidijo, da pravzaprav ni tako ne rabijo in potem ljudje nimajo možnosti, da napredujejo. Zato se gre. In če pa ljudje dajo denar, ne samo da dobijo knjigo zastonj, da dajo neko žrtvo, jagijo, ne, potem, mislim, da ali bi to klipa moje, prebo v glavnem razlaga, potem imajo tudi večjo možnost, da razumejo knjige. No to. A razumemo to? Če ljudje nekaj dajo za knjigo, imajo večjo možnost, da razumejo knjigo, ker so naredili službo, ker so naredili jagijo. Tako da, no tako. To se mi zdi, to je ena zanimiva poanta, ko se deli knjige. In s tem, ko se deli knjige in se tudi dobi, da rečem, primeren denar za njo, potem lahko tudi mi tiskamo nove knjige. Ne? To je zelo pomembno. V Sloveniji letno izide 4000 knjig, 4000 naslovov letno. In ta krog funkcionira samo zato, ker je nekdo ene knjige prej prodal, zaslužil dovolj denarja, da se je potem plačal editorja, pa pisatelja, to v našem primeru je to BBT, pisatelj, ne, tiskamo copyright, da se je plačal tiskarja, pa papir, pa marketing in potem se krog vrti. Ne. Če se pa ena knjiga enostavno razdeli ali pa za majhen denar proda,
Polje se pa zadeva zaključila, pisatelj mora ponovati, tako pravi pisatelji, zdaj lihta, da rečem, ko se temu reče, sejem, ravno kar, ne, sejem knjig v Cankarjevem domu in o teh stvarih oni razpravljajo, ne. Da te pisatelji morajo pol najti službo, zato da se sploh lahko preživijo, pa vmes v prostem času so pa pisatelji, ker enostavno ne prodajo knjig ali pa tako naprej. Tako da pri nas je tudi pomembno, ko delimo knjige, da imamo v teh mislih, da razmišljamo o tem, da bojo ta Lakšmi, ki ga ljudje dali, da ga pravilno uporabimo za izdelavo novih knjig. Ne? In to je pol taka knjižna samsara. Ne? Pa se ena knjiga podpira drugo knjigo, tako, dokaj ne bomo enkrat prišli do 12. speva, ne, pa čitanje Čaritamrite, do vseh prevedenih knjig. No, tako. To je par poant, ki sem jih hotel danes povedati. Prabhupada je govoril zelo pomembno stvar v komentarju in to je o njegovi želji, kako predstaviti zavest Krišne na zahodnih jezikih, kot so angleški, francoski, nemški, mogoče v tem, kdaj drugič. To je zelo zanimiva tema. Je pa danes zelo ugoden dan, ne? Ker so prišle knjige. Tako da Šilja Prabhupada ki, Sankirtana ki, Hare Krišna. Ok. Amo dostočajno kakšno kratko vprašanje ali pa komentar, dodatek? Prosim. Ok, povej. A od jutra ni taj Prabhu bo z nami podelil neko svoje spoznanje, ne? Pa ne, baš me majka zvala sad prije 15 minuta, nekih iz Zagreba, i rekla je, mislim da je jako bitno da to kažem, baš sa tim što si pričao, i rekla je, jučer sam vidjela na trgu Bana Jelačića, kao ove tvoje, da su dijelili knjige, ali mi je rekla, bilo je lijepo, ali jedna stvar koja mi se nije sviđala, rekla, bila su u podrapanim tim dotijima i izgledali su jako neuredno. Baš mi to rekla, ne? Ja sam rekao, ok, da, razumijem što kažeš, veli, baš je izgledalo nekako tako da bi najrađe išla kupiti nešto sve, da im speglam i da sašijem novu odjeću, ne? I sad ne znam koliko je to bitno kad idemo u Sankirtan, dostavimo dojam i kako treba izgledat, jer ipak nešto predstavljamo i otkud dolazimo, tako da taj dio, evo, to sam htio podijeliti. Jedan drugi dio sam htio podijeliti, mi dobimo duhovnu inspiraciju jutro nakon mantranja i odavde, ali moramo biti nekad i pažljivi sa tom duhovnom, jer znamo spržiti ljude sa tim kad izađemo van. I što se desilo, jedan pakta je rekao, dao je knjigu jednoj gospođi, u biti par je bio, i rekao je, ovo je za donaciju. I nakon što im se sviđala knjiga, rekao je, ali on je dao 3 eura za tu knjigu, a to je bila mala neka veća knjiga. I rekao je, ali može onda u biti 5 ili 10 eura. On je rekao, hvala ti lijepo, evo te knjiga nazad. Znači, to su stvari neke koje moramo nekad pripaziti, ono kako i to da ne spržimo isto tako nekad ljude. Ja nisam baš neki Sankirtan Bhakta, ali dijelim koliko mogu, ali mislim da taj odnos naprema van isto, da je dosta isto bitan kakav dojam ostavimo i kako se ponašamo prema ljudima vani. Jer mi se tu napunimo duhovnom energijom, ali nisu svi ljudi na tom nivou možda vani i onda ih možda nekad ispržimo sa tim previše. Ja, hvala. Da, ja. Molim, da. Mi se seveda napolnimo z duhovno energijo, nismo pa še duhovni, ne? Smo na poti, da to postanemo, ne? Zato moramo biti ponižni in v bistvu slišati, kaj nam drugi ljudje govorijo. Kaj nam Krišna govori prek drugih ljudi, tako kot zdaj govori prek tvoje mame. In Šrila Prabhupada je rekel, first dress, then address. Ne? Najprej se napravi, ne, kot gentleman, oziroma po slovensko bi rekli temu kot dame in gospodje, kot gospodje. Ne? Če vemo, kako se gospodje oblečejo, zlikan, lepo, ne? Tudi Bhakta se lahko zelo lepo napravi, ne? Če želi. Pa imate Bhaktine isto, ne? Bhakti in Bhaktine, tako da to je zelo pomembno, ja, da recimo to pomeni
To pomeni, če imaš, da smo kar konkretni, če imaš bel doti, da nimaš črne tiste pajkice v spodi, ne. To izgleda zelo čuden, ne. Pa še neke nogavice čez, pa še poškne volnene nogavice, pa kape, zelo pomembne. Če kdo nima občutka, mogoče lahko komu se pokaže, ko ima občutek, pa reče, a sem v redu. Mataži si to ne rabijo slišati, rabo si pa definitivno doskrat, no tako. Kdo ima v templu občutek za oblec se lepo? Kakšni puđari, ki božanstva tako lepo oblečejo. Ne? Ja, no tako. Vem, da Nanta Prabhu pa mi delamo na tem, da bi še neke dotje dobili zelo malo dodatne, tako da mogoče pa to rešitev. Prosim. Hvala, prav, lekciji. Jedan mali komentar na ovo što je rekao Prabhu, da to je jako velika istina kad osoba radi strogosti, dobije veliku energiju. Međutim, on je rekao da se napunimo duhovnom energijom. Kad smo pod utjecajem duhovne energije, djelujemo ispravno, kompletno. To više šakti. Osoba dobije šakti, a ne bakti. Znači, oba dvoje to energija i snažna je, ali ova šakti može da... Ja sam imao situacije gdje sam prisiljavao ljude da uzmaju knjige. I onda sam imao razne obračune, svašta nešto. Znači, treba da vidimo, da pokušamo da kultiviramo bakti. Znači, što si ti rekao, poniznost, služenje ljudi. Ja nekada, to sam pričao prije neki dan, ja pokušavam da imam raspoloženje da je to moja porodica. Ja idem u posjetu familiji. Samo imamo bližu familiju i dalju, kao, ne znam, brat, sestra i rođaci. Ovo su sve kao rođaci, tetke, strine i tako. I onda kad imam to raspoloženje, pa neću familiju maltretirati. Neću sad tu prevariti rođaka, prevariti, nametnuti mu nešto. Tako da razlika je to malo. Šakti i bakti. Kad je bakti, onda je to druga priča. Onda smo instrumenti. Ok, se pravi, ne boš jih prevaril, ne smeš biti pa tudi familiaren za familijo. Preveč. Ja. Tako da ja, ljudje v resnici, če smo malo družimo se z ljudmi v zuniji, v resnici precej trpijo. Ne. Če malo poznamo ljudi, takole, ki si v službi z njimi, ali pa tako, življenje ni enostavno. Ni enostavno. Tako da tole je, da rečem, njihova edina rešitev, da dobijo zavest Krišne, da dobijo to bhakti in srečo v srce. Jaz bi s tem zaključil. Zdaj bo verjetno dosti dela z nošenjem knjig, a je tako? Tako da Šrila Prabhupada ki, Prabhupada maraton ki, Hare Krishna.